Trajnostni razvoj razumemo kot medsebojno odvisen in uravnotežen razvoj v gospodarskem, socialnem in okoljskem smislu. Tudi kmetijstvo zato mora biti ekonomsko učinkovito in konkurenčno, socialno in družbeno odgovorno, hkrati pa okolju prijazno in vzdržno. V tem konceptu ima lokalna trajnostna oskrba s hrano pomembno vlogo. Predstavlja lokalno pridelavo, predelavo in razdeljevanje trajnostno pridelane hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na lokalnih trgih, od njive do krožnika v lokalnem okolju. Nahajamo se na Ostranskem bregu, kjer je mogoče en mali primer, kako lahko z nadzorovano pašo drobnice, torej ovce in koze, čistimo zaraščene površine. Te živali se tukaj nahajajo ves čas, to se pravi poleti, po zimi, po dnevi, po noči. Narejeno je eno malo zatočišče in na tem mestu se potem v času, ko je čas za molžo, se tudi molzejo. Naš princip je ta, da želimo videti, koliko mleka imajo živali samo od svoje naravne hrane, torej od paše in pa sena, in da ne pretiravamo z dodatki. Ta proizvodnja je sicer manjša, vendar pa je za voljo tega surovina dosti bolj kvalitetna. In iz te surovine potem lahko v nadaljevanju pridelamo zelo dobre in zdrave mlečne izdelke. Zdaj že kar nekaj let imamo proizvodnjo mlečnih izdelkov in ves čas mene osebno tudi zanima to sodelovanje z lokalno skupnostjo, ker se mi zdi, da tisti produkt, ki ga daš na trg, bi lahko imel komponente večjih različnih pridelovalcev v tem okolju. Tako recimo sedaj, ko Tanja izpostavila zeliščni vrt, bomo lahko te izdelke vkomponirali v naše mlečne produkte. Ne sme nam biti vseeno, kakšno hrano uživamo. Iz zdravstvenega vidika je priporočeno uživanje sezonske zelenjave in sadja iz lokalnega okolja, saj sta običajno bolj optimalno dozorela in imata višjo biološko oziroma hranilno vrednost. Z daljšanjem verige od pridelovalca do potrošnika se močno zmanjša vsebnost vitamina C v zelenjavi, prav tako se zmanjšajo vrednosti vitaminov A, B in E. Tudi lokalni mlečni izdelki, ki so sveži in temperaturno manj obdelani, imajo višjo hranilno vrednost. In nenazadnje, ne pozabimo, da z dolgimi transportnimi potmi pomembno onesnažujemo okolje. Danes smo se zbrali na Goričkem in iz svežih zelišč in lokalnih sirov pripravili nekaj jedi. Zelo pomembno je, da uporabljamo sveže lokalne mlečne izdelke.
tako smo danes mi pripravili tako imenovane trikotnike z mladim sirom. Pripravili smo pito iz špargljev, kjer smo uporabili albuminsko skuto iz ovčjega in kozjega sira. Pripravili smo solato z zelišči. Pomlad je sezona jagod in špargljev, ki smo jih tudi v tej solati uporabili. Kot sestavina iz lokalnega mlečnega izdelka pa smo pripravili mladi sir na žaru in sveža zelišča. Pripravili smo prav tako sladico, v kateri smo uporabili lokalno skuto. Skuto smo pripravili oziroma skutno kremo z pehtranom. Vsa zelišča smo si nabrali na Vidovem bregu in na koncu vam želim dober tek. Lokalna trajnostna oskrba s hrano ima širši družbeni pomen, saj se z večanjem obsega porabe lokalnih pridelkov in izdelkov ustvarjajo nova delovna mesta in tako omogoča preživetje vsem v agroživilski verigi. Prav tako pa vpliva na ohranitev in razvoj podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine.